Jezus v soboto šel v shodnico in učil. Strmeli so nad njegovim naukom, kajti učil jih je kakor tisti, ki ima glas in ne kakor pismouki. V njihovi shodnici pa je bil prav tedaj človek z nečistim duhom in je zavpil: Kaj imam s teboj, Jezus Nazarečan, si nas prišel pokončati? Vem, kdo si, sveti od Boga. Jezus pa mu je zapovedal: Umolkni in pojdi iz njega. Nečisti duha je stresel, zavpil z močnim glasom in šel iz njega. Vsi so se tako začudili, da so razpravljali med seboj, kaj je to, nov nauk z oblastjo, celo nečistim duhovom ukazuje in so mu pokorni. In glas o njem se je takoj razširil po vsej okolici v Galileji. To je Kristusov evangelij. Dragi romarji, tudi z moje strani lepo pozdravljeni. Najprej zahvala gospodu župniku in dekanu Mohorju za to, da me je povabil, da praznujem z vami. Potem pozdravljam tudi gospoda kaplana Blaža in kaplana Rafaela in pa gospoda duhovnega pomočnika, se mi zdi, da je v spovednici. Zbrali smo se, da občudujemo ta nadvse pretresljiv dogodek, spreobrnenje apostola Pavla. Župnik Mohor je v uvodu povedal, da ta dogodek ni pomemben samo za Pavla, ampak je pomemben za vso cerkev vseh teh 2000 let. In še več, pomemben je za vsakega izmed nas. Za vsakega izmed nas. In skupaj z vami bi rad razmišljal o pomembnosti tega dogodka, da malo odkrijemo njegove skrivnosti. Apostol Pavel je pred spreobrnenjem študiral, kot smo slišali, v Jeruzalemu pri znanemu judovskemu učitelju Gamalielu. Bil je izredno inteligenten, energičen, strasten, predvsem pa karizmatičen. In do konca je gorel za dosledno uresničevanje judovske postave. Bil je neizprosen tako do sebe, kakor do drugih. In v tistem času je krščanstvo delalo prve korake v sredozemski svet, ki je bil v bistvu poganski. Bilo je mnoštvo bogov in ljudje so darovali tem bogovom. V Jeruzalemu pa je po gospodovemu nebohodu že prihajalo do takih vidnih nemirov. Namreč prvi kristjani so zelo vneto živeli po Jezusovem nauku. In takrat je apostol Pavel rekel, da za judovsko vero, judovski narod se ni moglo zgoditi nič hujšega od Jezusa Kristusa. In rekel je, da vsi, ki se imenujejo po njem, jih je treba zapreti, predvsem pa jim zapreti usta. In on je dobil to nalogo. In to nalogo je on uresničeval na njegov način, do konca, brez usmiljenja. In slišali smo, kaj se je zgodilo na poti v Damask. Na poti je bil, da vklene tamkajšnje kristjane. In zgodi se izjemno srečanje.
močna svetloba in besede Savel, Savel, zakaj me preganjaš? Glede, v tistem trenutku je bilo Pavlu popolnoma jasno, da ko je on preganjal kristjane, da ni preganjal njih, ampak da je v bistvu preganjal Kristusa. In drugo, kar mu je bilo jasno, je, da Kristus, ki je bil umorjen na križu, da je živ. In da se to tiče njegovega življenja. Potem slišimo, da Pavel za 3 dni oslepi in prve korake na poti za Jezusom mu pomaga delati Ananija. Kaj se je zgodilo v spreobrnenju apostola Pavla? Meni osebno najlepše pregovori zgodba, ki je bila napisana stoletja pred apostolom Pavlom. In to je zgodba o Platonovi votlini. Ko so kristjani brali to zgodbo, so rekli, ta zgodba govori o nas. Ta zgodba govori o Jezusu. Namreč Platon v tej zgodbi o votlini govori, kako so ljudje uklenjeni v mraku te votline. In za njihovimi hrbti hodijo ljudje in nosijo predmete v svojih rokah. In ljudje, ki so uklenjeni, gledajo te sence teh predmetov na steni votline. In ti ljudje so popolnoma prepričani, da to, kar gledajo, da je to resnica. In Sokrat je učenca Glagona vprašal, kaj praviš? Kaj, če bi eden od teh ljudi se rešil teh spon? Kaj bi naredil? In Glagon pravi, obrnil bi se in zapustil votlino, ampak močna svetloba zunanjega sveta bi mu vzela vid. Pravi Sokrat, prav imaš, ampak počasi bi se njegove oči navadile na to svetlobo. In ta človek bi videl resnico o ljudeh in stvarih, katerih sence je gledal na steni te votline. In v tem človeku bi se pojavila močna potreba, da se vrne v votlino in svojim prijateljem, ki so še vedno uklenjeni v spone te votline, pove resnico o sencah, ki jih gledajo na steni. In pove jim, da jih lahko reši teh spon in jih povabi ven iz votline. Glede, to se je zgodilo apostolu Pavlu. To se je zgodilo apostolu Pavlu. In ko on v Galačani govori o svojim spreobrnenju, spregovori prav o tem. Prav on je bil uklenjen v spone judovstva. On je bil v votlini teme, ko je bežal proč od Kristusa, ko je preganjal Kristusa, ko je po svojih idejah želel urediti ta svet. In v enem trenutku, ko sreča luč od luči, se sreča z resnico stvari. V globini, tam, kjer so gibala našega življenja, se njegovo življenje spremeni. Čeprav Pavel še vedno ostane karizmatičen, njegova čustva so še vedno ekstremna, njegov govor, jezik še vedno strasten, ampak smer življenja, orientacija življenja je nova. In to je, kot sam pravi, življenje je meni Kristus. Bratje in sestre, spreobrnenje apostola Pavla nam daje pomembne lekcije o spreobrnenju. In prva, ki bi jo rad izpostavil, je ta, da je spreobrnenje dar. Da je to dar Božji.
Božjega usmiljenja. Bog je tisti, ki se želi srečati z nami, kakor se je želel srečati z apostolom Pavlom. Bog ima izjemne ideje, kako nas bi lahko srečal in nam povedal, da je živ. Spreobrnenje pomeni doživeti s svojim življenjem na lastni koži, da je Kristus, da je Bog živ. Glejte, veliko je danes kristjanov, ki sicer po svojih domovih ohranjajo lepe krščanske navade, ampak življenje pa ne organizirajo z Bogom. Za njih Bog ni živ, ampak je stvar navade, stvar običajev. Velikokrat srečam kristjane, ki zunaj v sredi življenja živijo kot pogani. In apostol Pavel je ravno tukaj nam prihaja naproti. On je trdi po svojih pismih, da ni mogoče živeti judovsko postavo in biti Kristusom. Pravi v Galačanih, umrl sem postavi, zato da bi postal Kristusom. Pravi, vse, kar sem prej, na čemer sem prej gradil svoje življenje, imam za smeti. Zaradi vzvišenosti spoznanja Jezusa Kristusa. In ni mogoče biti kristjan in živeti s ponudbami tega sveta. Ni mogoče biti kristjan, pa posegati malo po vedeževalcih, malo po horoskopih, malo po homeopatiji in tako naprej. Ni mogoče. Kdor sreča Kristusa, kdor na lastni koži doživi, da je Kristus živ, to ni mogoče. To spremeni do globin njegovo življenje. Drugo, kar nas uči spreobrnenje apostola Pavla, je, da spreobrnenje ne pomeni samo spremembe mišljenja, ampak spreobrnenje pomeni spremembo kompletnega življenja. Najlepše to pomeni grški izraz metanoja. Meta pomeni spremeniti. Noja, nus pomeni jedro. Spreobrniti se pomeni spremeniti se v jedru, tam, kjer je epicenter mojega življenja. Tam, kjer se kujejo odločitve, kako bom živel, kaj bo smer mojega življenja. Spreobrniti se pomeni še več. Meta pomeni tudi iti onkraj, iti preko. Pomeni iti preko človeškega. Kaj pa je preko človeškega? Preko človeškega je pa Božje. Zato Jezus pravi, pridite k meni. To pomeni spreobrniti se. Glede, če hočem ljubiti sovražnika, kot pravi Jezus v Evangeliju, mora iti preko človeškega. Če želim odpustiti, mora iti preko človeškega. Če želim vzeti križ in ga nositi za Jezusom, mora iti preko človeškega. Nadalje spreobrnenje, ki ga zremo v apostolu Pavlu, je odkriti svoje življenjsko poslanstvo. Svoje življenjsko smer, ki je biti z Bogom. In iz tega živega odnosa z njim misliti, govoriti in delovati. Verjamem, da so dogodki pred Damaskom Pavlu pripomogli do zanimivega razumevanja človeka. Pavel razume človeka kot troplastno bitje. Telo, duša in duh. To je Pavlova trihotomija. Vemo, da telo pomeni telo, duša to je sedež čustev, intuicije, volje, bolj tista področja, ki jih obravnava psihologija. Duh pa pomeni sedež treh božjih kreposti, vere, upanja in ljubezni. In Pavel odkrije svoje poslanstvo, namreč da sodeluje s tem, kar je Bog položil v njegovo srce. In da s tem sodelovanjem
z vero, upanjem in ljubeznijo se oblikuje v verujočega, upajočega in ljubečega človeka. Da s tem sodelovanjem, s temi darovi, ki jih je Bog položil v našo notranjost, v naše srce, uresničujemo to Bogu podobnost. Ali kot pravi v Rimljanih 5:5, da je Bog po duhu, ki nam je bil dan, v naša srca vlil očetovo ljubezen. In naša naloga je, da ta ljubezen preko naše duše, preko naših čustev, misli, besed, našega delovanja steče v ta svet. To je naša poklicanost. In to apostol Pavel vabi preko mnogih besed in mnogih takih zelo jasnih naukov oziroma povabil. Bratje in sestre, naj zaključim s to mislijo. Kakšno moč ima Božje usmiljenje, da je iz enega največjih preganjalcev cerkve naredil največjega oznanjevalca. In če Bog to naredil z apostolom Pavlom, zakaj ne bi tega naredil z menoj in s teboj? Samo dopustiti mu je treba. Amen.